Lepo zdrav in dobrodošli v najni družbi. Poslušate podcast Umetnost lenarjenja, z vami sem David Zupančič in danes bomo raziskovali področje med resničnim in navideznim, med realnostjo in fantazijo. Kako domišljija lahko pomaga pri soočanju s stresnimi situacijami, kaj pomeni in kaj ne pomeni izgubljanje časa in ali naši možgani sploh dejansko dojamejo, če je neka situacija resnična ali pa se morda dogajala v naši glavi. To so nekatere od točk, ki upam, da jih bova pokrila danes z mojim današnjim gostom. Mitja Ožbolt je eden mojih najstarejših prijateljev, v bistvu ne po starosti, ampak po času, ko se poznava praktično od rojstva. Mitja je tudi član upravnega odbora kulturno-umetniškega društva Fofite in mentor ter ustanovitelj relativno mlade sekcije Amulet. Ima tudi 6 let izkušenj v tehnični produkciji od dogodkov in različnih prireditev. Je zelo zanimiv človek in sem zelo navdušen, da je danes tukaj z mano, da se bova tega vsega lotila. Ta človek je tudi zelo navdušen, da lahko s svojim bratrancem tukaj blodi 1 uro. Mogoče sem pozabil omeniti, poznava se od rojstva tudi zato, ker sva bratranca in Mito ena mojih. Zakaj sem v bistvu tebe povabil danes na to specifično tematiko, ker se mi zdi, da boljšega ne bi sogovornika lahko našel, zato ker ena mojih najbolj zgodnih spominov in najlepših otroštva je bila vedno, ko sva bila skupaj in igrala računalniške igrice, različne namizne igre, v bistvu se ukvarjala z veliko temi fantazijskimi zadevami. Tako da mogoče bi te kar vprašal, da da neko izhodišče, zakaj misliš, da je ta premik v fantazijski navidezen svet tako mikaven? Če jaz čisto povem svojo izkušnjo, po moje ne poznam nobenega človeka, ki ne bi užival ali v neki dobri fantazijski knjigi, seriji, filmu, igrici. Vsem to nekako predstavlja neko vrsto zabave. Ja, jaz mislim, da je najbolj mamljivo pri temu to, da se lahko odmakneš iz mundanega sveta, pač iz tega, kar nas obkroža, ta sistem, v katerem živimo, ki smo v bistvu naravo podredili sebi in se trudimo furati society oziroma družbo naprej. Ti da dostop do nekih neverjetnih dogodivščin, doživeti, do neznanega in nasplošno do stvari, ki jih v tem svetu ne moreš doživeti. Ne? Ja, to bi lahko tudi rekel za recimo branje knjig, ni nujno, da so fantazijske. Če čisto pogledaš dobesedno, kaj se dogaja s tabo, ko bereš knjigo, pač zreš v mrtvo drevo in v glavi v bistvu je. In v glavi haluciniraš. Ne? Ja, tako je, to je čisto, ja. Daj povej mi, sicer sem omenil igrice računalniške, valjda ne bova samo o tem govorila, ampak to je velikokrat označen kot nekaj slabega. Ne? Ti si zdaj povedal malo, zakaj bi bilo tako mikavno, ker če govorimo o igricah, se mi zdi še sploh bolj kot mogoče knjige, filmi, pri mladih so toliko popularne računalniške. Da so lahko to nekaj slabega? Pač igra je v bistvu, v smislu nekega gradbišča je to orodje, s katerim lahko nekaj narediš, ampak lahko tudi nekomu škoduje z njim. V smislu znanosti je to eksperiment, ki je nek zaprt kalup, nek sistem zaprta. Ne? V smislu igrišča je to sandbox oziroma pač peskovnik. Ne? In zdaj, odvisno kaj ti daš noter v ta zaprt sistem, je kako bojo ljudje reagirali in kaj se bojo učili iz tega zaprtega sistema. Ne? Se pravi, bi rekel, da je podobno kot vse v življenju, v kontekstu po moderaciji, tudi za otroke recimo, ne? Definitivno, pač odvisno je, kakšna igrica je, a bo škodljiva ali ne, pa tudi stvari, ki so škodljive, ti lahko pri nečem tudi pomagajo ali pa te kaj naučijo novega. Ne? Ja, ker v bistvu vse je lahko tudi toksično. Jaz ti lahko povem, čisto kot zdravnik, da se lahko tudi z vodo zastrupiš. Najbolj bazična stvar, ki jo potrebuje vsak človek na svetu. Kar se tiče ekranov, tega je res veliko, to se strinja najbrž oba. In tudi priporočila recimo so za otroke pod 1 letom starosti, da sploh niso v stiku z ekrani. Zato, ker če primerjava zdaj takoj recimo računalniško igro ali pa knjigo, se vidi, kje je več stimulacije, kje so bliskanja, kje so slike, in koliko prostora za domišljijo bova veliko govorila, ti pusti knjiga, pa koliko ti pusti ena računalniška igrica, je ključno, da za pozornost trenirati in zato je to nekako za mlajše bolj primerno. Ja, kar se pozornosti tiče, bi mogoče sam dodal tlele, da je spet se vrača na to, kar sem rekel, da je ful odvisen, kako je dizajn igre
kako bo človeka pustil, kakšen behavior ga bo naučil, oziroma kakšno obnašanje ga bo naučil. Ne? In nekatere igre so narejene tako, da dobiš hitro nagrado za to, kar si naredil, ampak hitro tudi hočeš novo nagrado. Ne? In je pač ni zdravo za ljudi to nasplošno. Imaš pa igre, ki rabiš pa zelo dolg časa in moraš biti potrpežljiv, da dosežeš nekaj in pač dobiš pol drugačno obnašanje iz tega. Točno to. Zdaj, mogoče iz tega vidika, ne, kar si pa tudi rekel, da je počasnejša igra, ki ti na dolgi rok bolj nudi neko zadovoljstvo, se mogoče bolj premakneva iz računalniških iger vseeno na te namizne, oziroma tudi na to sem te hotel vprašati, če mogoče malo povzameš, pa razložiš, kaj je to v bistvu tabletop RPG, oziroma reče se, najbrž ste slišali Dungeons and Dragons, tisti, ki nikoli niste za to slišali, pa ste mogoče gledali hit Netflixov Stranger Things, tam je že v prvi sezoni bilo, pa potem zdaj spet, se pravi, kaj je to v bistvu ta igra, ki samo s svinčniki sediš okoli mize in se pogovarjaš? Ja, to je kar vrnitev k knjigam, bi rekel. Ampak mogoče najboljš, da malo demonstrirava, kaj je to. Lahko. In recimo boš takoj vedel, ker pač ena beseda lahko veliko informacij zadržuje. Okay. Asan, ja. Opiši se. Opiši se, ok. Moje ime je Asan, sem plešast, sem absurdno nabildan, odličen sem v delanju salt in šprintanju, nisem pa zelo inteligenten. Enkrat sem se skoraj zlomil v hrbet, ker sem precenil, koliko visoko lahko skočim in sem pikiral dol na eno podrto drevo. Sem pa zelo ljubeč in zvest do svojih prijateljev. Odlično. No, zdaj si se opisal kot lik, ki bi igral v tej igri. Ne? Lik, ki ga igramo. Ne? Ki ga je tudi igramo skupaj. Ja? To, da boste vsi vedeli, nisem plešast zares. To je bil opis mojega. Če se ne motim, si tak na fotki od podcasta. Ja. Preden si bil plešast. Ne? Ja, fotka je par tednov stara. Ampak ja, v bistvu v osnovi je to igra, v kateri prevzameš neko vlogo in skozi to vlogo doživljaš nek fantazijski, domišljijski svet skupaj s svojimi prijatelji in še s pomočjo vodje igre. Se pravi, kako izgleda, ko se dobimo za to igro? Kaj rabiš? Nič načeloma, prijatelje. Ali pa tudi ne rabiš se poznati dejansko, da igraš. Fora je pa, da ker se vse preko verbalne komunikacije dogaja, ne rabiš dejansko imeti nekih računalnikov, nekih knjig, nekih svinčnikov, karkoli, ampak obstajajo pravila za to igro. No? Sam poanta vsega skupaj je pač igranje vlog in simulacija nekih situacij. V bistvu gre za igranje vlog. Sicer jaz sem igral tudi z ljudmi, ki vem, da jih v življenju ne bi izvlekel. Jaz recimo rad nastopam, tudi rad igram, v dramski skupini sem bil na fakulteti, ampak te igre, namizne igranje vlog, sem igral z ljudmi, ki jih v življenju ne bi mogel zvleči na oder. Ker imajo tremo, ker jim ni prijetno, tam pa kar naenkrat se opisujejo, tako kot sem jaz zdaj svojega meniha, ki sem mu dal ime Asan, in ga spremlja mene že koliko 7 let, prej pa se pogovarjali. Ja, nekaj tezga. Ti lahko opišeš v bistvu svojo resničnost in potem jaz delam salte, ki jih iskreno povem v resničnem življenju ne, kot si rekel. Ja, v bistvu, recimo kot primer, kot vodja igre bi ti rekel, no Asan, znajdeš se sredi džungle, to zdaj zelo posplošujem, da bomo čim bolj na kratko, ampak opišem ti neki, recimo, okoli tebe je zeleno listje, zelo močna vegetacija in težko se je prebijati, za tabo je pot, ki si jo sam utrl, ampak tvoj cilj je pa pred tabo skozi džunglo. Mrčeste pika, bolezen si fasal skozi teh par dni, ko hodiš in si že kar švoh. Kaj narediš, kako bi reagiral v tej situaciji? No, super mi je, da že ko si to razlagal, sem si jaz predstavljal točno to džunglo in to pot. In jaz bi lahko zdaj v bistvu rekel karkoli, ne? Ja. Jaz lahko rečem, uležem se na tla in se zjokam in boš ti rekel. Ja, tako je, ti se uležeš na tla in začneš jokati in to je čisto smiselno za nekoga, ki je ujet v džungli že toliko časa. Tvojih prijateljev nisi videl že par ur, ker ste se razšli med sabo, en je padel dol po hribu, drug se je zapletel nekam tja in ga je roža začela jesti in ti si mogel bežati, ne. Veš, da se bliža noč in tam si v klopčic svit in se bojiš. In zdaj je spet, ti nimaš nič pripravljen kot vodja te igre, a ne, jaz bi lahko šel v katerokoli smer. Tako je. Ok, no le upam, da je to, kakor to demonstracija za te igre, je težko se mi zdi tudi ljudem razložiti, kako se igra, ker igramo ponavadi neko, če gremo na namizne igre, razprostreš nekaj na mizi, imaš neka pravila, neke loparje, neke kocke, neke živali, karkoli.
in igraš s tem. Ampak to, da sediš, v bistvu sediš za mizo, vsak ima v glavi svoj lik in vsak nekaj opisuje, je blazen dober trening domišljije. Definitivno. Zdaj bi pa ti jaz povedal eno tehniko, ki je mogoče malo povezana, pa jo lahko zelo dobro uporabimo za osebnostni razvoj, pa mogoče tudi za, kako bi rekel, tudi nekako nižanje stresa, oziroma najbolj, da kar povem, čistko. Jaz temu rečem, da postaneš protagonist svojega življenja. In zdaj ti mogoče lažje kot te namizne igre, ker mislim, da so jo dobro predstavljali, ampak recimo si predstavljava nek film, kjer je nek pač glavna vloga, protagonist in on je ponavadi ga igra in igralec, ki je vsem všeč in je pač močen, plemenit, žrtvuje se, zmaga in tako. No in zdaj jaz recimo zadnjič spim, naslednji dan sem imel službo naporno in po noči se ob okoli 2 zasliši jok iz druge sobe, se zbudim, imel sem čepke, ampak pač je bil to glasen, da me je zbudil. Ester, moja žena, je bila že z dojenčkom in jo je že mirila in sem vedel, da očitno ne gre, da tam malo ali bolijo zobki, da se ne more umiriti, da zmeri glasneje kriči. In moj vtis je bil, da bi vstal in bi šel tja in bi celo svojo frustracijo, moja frustracija takrat je bila, jutri delam, imam polno ambulanto, utrujen bom, kako bom delal, zakaj jo zdaj zobi matrajo, če bo čez 2 tedna stara 1 leto, pač nič nama ne gre, kako bova to zrihtala in pač, kako misliš, da se je Ester počutila tam, ko je že pol ure nosila na eno 10-kilsko mimogrede deklico in jo probala miriti in ona se je drla vanjo. Pač bila je zelo, zelo na koncu z živci, mogoče že mimo te točke konca in predstavljaš, da recimo pogledamo od zunaj, to je ta tehnika, se pravi, kada bi snemal čez najina balkonska vrata, upam, da se to ne dogaja, to situacijo. In bi jaz prišel iz sobe in bi rekel, dejo meni, to je kar nekaj, itak nam zaspala, pač kar nekaj, ima lahko najbolj zahtevnega dojenčka, 5 ti spat, jaz itak nam spal, ker sem nam mogel nazaj pomiriti, pol ure je že 2, pač to je bil moj prvi odziv, tako bi jaz šel tja, če bi samo vstal in impulzivno reagiral. Se prepustil emocijami in vsem, kar se ti nabira. In zdaj, če pogledam od zunaj, kako bi pa vstal iz te sobe in prišel, če bi bil to film, glavna vloga, ki ga igra recimo Ryan Gosling. On bi najbrž pač prišel in bi rekel, a je nemirna, mogoče jo kaj boli, da bi svoji ženi ljubčka na čelo rekel, da jim je vse bo v redu. In bi pač pomiril otroka, se vlegel na kavč pol, spal do jutra, zjutraj naredil kavo, dal ljubčka obema in šel v službo, pač malo utrujen in delal kot zdravnik. In ko pogledaš tako od zunaj in si rečeš, ok, kakšna oseba hočem jaz biti, a sem lahko jaz zdaj v tem filmu, ki je moje življenje, ta močna, neimpulzivna oseba, ki naredi tako spremembo, da jaz pač lahko, jaz zmorem iskreno pač pri 30 eno noč slab spati pa iti v službo, ampak a zmorem to narediti tako, da ne psihiram vseh v sobi. In to je lažje, če pogledaš malo od zunaj in gledaš, kako jaz zdaj izgledam drugim. Ker z nekom, s katerim se moče, če bi pač midva bila takrat tam ali pa z nekimi sodelavci na nekem kampu, jaz ne bi tako ven padel, ker z ljudmi, ki jih manj poznaš, ti bolj previden, kaj si oni mislijo. Ester pa je moja žena. Sproščen si okoli. Ja, in poznam jo pač 10 let, več še, poročena sva 3 leta in si sproščen in sem lahko kakorkoli, vse. In ta vtis, da pogledaš od zunaj in si rečeš, če je to moje življenje, res moje edino življenje, kakšna oseba sem jaz ta trenutek, a sem lahko močnejša oseba, a sem lahko mirnejša, oziroma kakšna bo moja reakcija. To se mi zdi, da je dosti podoben tudi temu, kar ste se prejšnjo epizodo z Žigatom pogovarjala, ki je Žigal, si ti omenil pač ta metoda najboljšega prijatelja. Točno to je. Ker je v bistvu podoben, kot te prijatelj pač spodbuja, ti lahko tudi direktno pove, to ni glih najboljše, nisi najboljše reagiral do te osebe, užalost si jo, da je mogoče pazi bolj, pa tako naprej. Ne. Ta projekcija v bistvu sebe na nekega zunanjega opazovalca in da sebe nazaj gledaš. Ne. Da malo od zunaj pogledaš na situacijo. Ja, to je definitivno, bi rekel, zelo uporabna metoda, če ne drugega, saj jo uporabljamo že odkar smo ogledala najdel, mislim iznašali. In je vredno pogledati nazaj vase, da pač lahko si pomagaš. Ne? To je drugače super, to si super izpostavil, ker zdaj sem pomislil, kolikrat se človek na dan pogleda v gledalo, pa kolikrat se pogleda tako malo, svoje reakcije od zunaj. Nekako velikrat, ker mislimo, da smo mi naredili vse pravilno in če je kaj, se kdo danes skregal, če kaj ni bilo v redu, so drugi pač nevzgojeni, nesramni. Kolikrat si ti ponudiš, to kot se pogledaš v gledalo, tudi ko se počešeš, pa v službi vmes enkrat. In kokrat se pogledaš od zunaj in se rečeš, a sem jaz ta protagonist svojega življenja, ki hočem biti. Pa pustimo zdaj, ni treba, da si
pač priliznjen do vseh in da pustiš, da delajo s tabo, kar hočeš. To sploh ne gre za to. Ampak a si človek, na katerega bi bil ponosen, oziroma a si tak lik, da če bi gledal televizijo, a bi rekel, kako mi gre ta na živce, a veš, upam, da ta lik umre, a veš, tiskaj kdaj gledaš v filmu. Ali boš rekel, to je moj najljubši lik, pač, koliko je on super, takih sploh ni v pravem življenju. A bi bil ponosen, če bi sebe videl na big screenu? Ja, mislim, da je ful pomemben, pač, ker življenje je sestavljeno iz narativ, a ne? Vsak od nas živi svojo narativo in svojo realnost skozi svoje lastne oči, občutke in pač bivše izkušnje, ki jih je imel v življenju, ne? In tako tudi vidi svet, ker pač ena realnost je absolutna, ki pač je ta naš svet, ne? Ampak noben od nas je dejansko ne vidi, kakšna je zares, ne? Ti imaš oči, ki filtrirajo to in potem ti dajo informacije naprej in ti te informacije vzameš, kakor želiš, ne? In zdaj, to, kar si rekel, da pač vidiš nekoga, pa ti gre na živce, pa izpostaviš njegove napake, pa tako naprej, pač to je interna narativa, ki jo lahko tudi sam spremeniš in sam definiraš, kakšno bi rad imel in lahko pol preko tega si rečeš, ok, jaz bi pa rad pri sebi to spremenil, rad bi se tako rajš obnašal, mogoče bi večkrat izpostavil svoje občutke do nekoga, bolj kot da njega judžam, zakaj je tako, kot je, ne? Splošno pač vse, kar doživljaš, je neka narativa. Ne? Točno to je super povedano in izpostavljeno in tudi, če gledamo knjigo ali pa film, če gledaš Titanic, ta podoba, ki ga igra Leonardo DiCaprio, je neka narativa, ki si jo je pač predstavljal pisec in režiser in ti jo zdaj kažeta. In ona dva lahko blazno vplivata na to, kaj boš ti o njemu mislil, ker boste dala, ko bo on gor, določeno glasbo, določen profil boste pokazala, določeno mizansceno, premikanje, kako se on obnaša in ti lahko blazno podtakneta, ali ti tebi on všeč lik, ali ne, že samo z izbiro igralca, recimo. Veste, da v Hollywoodu so eni igralci, ki igrajo same mafice pa negativce in v bistvu jim paše ta vloga. In ta narativa, kot si rekel, če grem jaz gledati Titanic z narativo Leonardo DiCaprio je najbrž protagonist in dober človek, nič narobe, ker pač se to malo tudi od mene pričakuje. Je pa nevarno, če grem jaz v službo, pa si mislim, ta vodja oddelka, jaz sem slišal o njemu par stvari, on je ziher karen, on je ziher tečen, pa jaz mu nam sploh nič rekel, ker bo sam me tam nahrulo. V bistvu si instantno v sekundi si zožaš opcije za 1000-krat, ne? Ja, pač, ker ti, mislim, s percepcijo opazuješ stvari, ne? In je odvisno, kam imaš fokusirano percepcijo, ali boš v negativno fokusiral ali pa pozitivno, ne? In potem iz tega naprej nadaljuješ svojo narativo in se ujameš v neke niti v svoji zgodbi, ne, lahko. In je lahko to nevarno ali pa pač zelo uporabno, če se zavedaš tega, ne. Ker če smem sam kot primer dati, veliko naših staršev oziroma starejše generacije so ujeti v teh narativah, ki masovni mediji dajo že celo življenje, ne? In potem oni te zgodbe, ki jim pravijo, to groznega se tam dogaja, pa to groznega, ta svet je grozen, no. Oni to projicirajo na svoje življenje in dejansko tako realnost ven dajo iz sebe in pač ustvarjajo tako realnost okoli sebe. In vedno več, ko se ljudi ujame v to narativo, je dejansko to narativa človeštva oziroma družbe potem, ne. Ja, mislim, da sploh del v teh časih, ko je to kriznega poročanja, je to nevarno za čisto vsakega, ki spremlja medije, da pade v to, da mu nekdo drug kroji tudi počutje. Ker jaz sem to imel med COVID krizo. Jaz sem, ko sem bral, si predstavljaš pač novice in pol komentarje pod novicami, te pač vse mine, misliš, da bo konec sveta, da ne boš zmogel in obenem se pa dogajajo čudovite stvari. A veš, jaz sem bil seveda še vedno srečno zaljubljen, z ženo sva imela svoje stanovanje, dobivali smo se tudi s prijatelji, nekaj časa pač po spletu, ker je bil lockdown, imel sem bolnike, ki so dobesedno preživeli zaradi nas, ki so se ti zahvalili in ti moraš samo pozornost v bistvu premakniti. In ta moč pozornosti, to je blazna moč, to tudi človečnost uči, da ti lahko sam premakneš pozornost kamor ti hočeš, ali bo to na nek članek o katastrofah, ali bo to ta trenutek v neko pico, ki jo ješ, pa je ful dobra, ali boš med tem hranjenjem razmišljal o vseh slabih stvarih. Zdaj pa glede pozornosti, sva rekla prej, recimo računalniške igre lahko tudi ožajo pozornost, ker ti toliko stimulacij hkrati ponujajo. Uničajo lahko čisto. Ja, imaš pa druge igre, recimo, če primer je šah, redko kdo igra šah, zares igra šah, pa razmišlja o službi vmes. Zdaj pa povejva še to, se vrneva na en primer D&D, D&D, to je Dungeons and Dragons igre. Temnice in zmaj, lepo prosim. Temnice in zmaj. Tako je. Nenadoma me manj zanima. V glavnem, jaz sem zdaj v tisti džungli in ležim na tleh. Ko si mi ti to opisoval, to situacijo, jaz sem si to tako predstavljal in tako sem iskal rešitve,
da nisem o ničemer drugem razmišljal. Totalno sem bil pozoren na tvoj obraz, na tvojo razlago in seveda v glavi mi je šibala ta predstava. In ko jaz iščem zdaj tukaj rešitve in sem se pač, recimo, to mi je zelo zanimivo, ti lahko narediš heroja, ki je zelo človeški. Redko kdaj bo Ryan Gosling med borbo, tudi se zjokal na televiziji, no, pač moj menih se je odločil, da je zelo v hudi stiski. Pa rečem, no, zdaj pa recimo, imam jaz dosti tega, vstanem in začnem to goščavo okoli mene, ki si jo ti naredil, trgati na razen, probam najti neko šibko točko, kjer se bom lahko prebil naprej z golimi rokami. No, tukaj pa v tej igri pride ta faktor naključnosti in kocke, zelo prav. Se pravi, tudi v tej igri nimaš samo pogovora, da ne bo kdo mislil? Lahko imaš, pa igraš pač brez kock, ampak kocke ti dodajo nek zunanji vpliv sveta, kjer ti res nimaš vpliva, ne? In recimo bi ti jaz rekel, no, ti greš iskat po goščavi in je ful različnih rastlin okoli tebe, raznih barv, večino odtenki zelene, ampak niso vse identične. Ene imajo celo trne na sebi. Zdaj pa vrš kocko, s katero boš določil, koliko si vešč v naravoslovju. Da prepoznam, kjere rastline so pač nevarne in kjere niso, da si mogoče pot utreš. In ko bi ti vrgel, zdaj si izmisliš neko cifro. Vržem recimo 14 od 20, to je 20 strana kocka. 20 strana kocka, tako 14 je tako nadpovprečno, kar pomeni, da ti vsaj zaznaš, kjere niso strupene, pa kjere nimajo trnov na sebi in se začneš prebijati in ti ratuje in dobiš energijo, da se boriš naprej. Super. No, zdaj spet. Ta igra, če si predstavljaš, ti zelo drži pozornost. Vsaj meni se zdi. In zato, ker se ti tako poistovetiš, jaz ko sem oblikoval ta svoj lik pred 6 leti, mi je bil zelo všeč, nekako oblikoval sem tako, da sem hotel nek bojevnik, pogumen in tako, in potem sem 6 let me spremlja, a veš, to je skoraj del, kot me žena spremlja, mislim ni, ampak pa 6 let in jaz sem se zelo navezal in mene ful zanima, a bo on se zdaj tam s temi trni sesul ali ne, a sem se dobro odločil, a sem dobro vrl kocko. Tako da to so ustvarjanje in to držanje pozornosti in jaz ti moram povedati, v času covida, v tistih hudih epidemijah, jaz sem delal skozi na covid oddelkih intenzivi, bilo je zelo naporno in bil sem psihično zelo najbližje izgorelosti v bistvu v moji karieri doslej. In jaz, ko smo se mi zmenili... Mogoče v življenju celo? Ja, najbrž, ja. V srednji šoli nisem bil jih izgorel, čeprav si tudi lahko. No, ko smo se mi zmenili, da bomo igrali, ne vem, čez 2 tedna v petek, jaz sem se 2 tedna veselil tega dneva. To kot se kdaj, ker vem, da me eno težko dežurstvo čaka, pa imam cel teden slab, ker se malo bojiš tega dežurstva, sem imel v glavi, tisto službi sem imel, naslednji petek igramo, pa v tisti džungli smo končali, spomnil sem se na drevo bom splezel, ko mi čakam, da to probam. In ta limitless, v bistvu neskončen potencial, ki je v tej igri. Izven iz naših teles gre, čez fizične meje gre, ne? Veš, kakšen imam zdaj občutek? Kada bi gledal eno odlično stvar na televiziji, ali Gospodar prstanov, ali ne vem, Igre prestolov, ampak da lahko jaz in moji prijatelji sproti delamo scenarij in smo glavne vloge. Vplivaš na ta film, ja. Kar je ta svoboda in ta moč je res dober občutek, ne? Ja. In iz tle tudi izhaja, zakaj so ljudje skočili toliko na igre, ki so v bistvu nadgradnja medija samega posebne. Mislim, nadgradnja. Pač dobro, knjige imajo svojo zadevo, filmi imajo svojo zadevo, ampak igre same po sebi pa dodajo človeški faktor, kjer lahko človek samo vpliva na narativo. Zato In po drugi strani, to, ko si rekel, lahko delamo stvari, ki jih sicer ne moremo. Ja, tako je. Obstajajo tudi, recimo, jaz nikoli ne bom snowboardu dol iz ene gore, pa so igre, ki ti odprejo cel razgled in ti lahko tam dol se spustiš, da ne govorimo o tem ljudje, ki so hromi, ljudje, ki so... ki nimajo teh možnosti. Ja, se lahko grejo smučati, lahko grejo loviti. Jaz tudi ne bom šel nikoli v vojno, niti si ne želim, ampak lahko grem tam streljati s puškami, pa nisem še držal puške v življenju v roki. En primer bom dal, ki je meni ogromno pomagal, jaz imam talassofobijo. To je strah pred globokim morjem, ne? Aha. In obstaja ena igra, ki se imenuje Subnautica, ki pa v bistvu si brodolomc, ampak brodolomc, ki z vesoljsko ladjo pade na alien oceanski planet. In ti se moraš zdaj nabirati surovine od tvoje razpadle ladje, da skupaj pacaš svojo podvodno bazo, vmes pa srečuješ ogromno, cel ekosistem podvodnih biti, ki so lahko majhne ribice, ki so ful luštne, do gromozanskih
kraken proporcij stvari, ki jih srečaš kot majhen človeček. Ne? In meni je ta igra, poleg tega, da sem se najbolj uživel kot v kjerokoli igro, zato ker imam ta strah, mi je pomagala se soočiti z njim. In je bilo res, mislim, tako. To je super dejansko primer. Ja. Sicer ne gre po mojem čist vedno, tudi če imaš nekaj, primer mi je nek človek, ki je bil v vojni in ima grozne asociacije na te poke, pa ima dejansko neko stresno motnjo, ne bo mogel z igranjem vojnih iger si zagotovo pomagati. To je pol Absolutno. Na individualni bazi. Ta tvoj primer je bil pa, da si dejansko lahko, recimo ti nikoli ne bi šel v neko ful veliko globino, najbolj raziskovati. Nikoli. In tle si pa lahko šel in ti je bilo najbolj zanimivo in ti je najbolj fascinantno je bilo. Tudi ta nek pozitiven stres bil, da si lahko šel tja, pa ti ni bilo vedno prijetno najbrž v tej globini? Ne, vmes sem cvilil sem, adrenalin mi je šopal, ampak sem užival. No? Ja, ker to lahko delaš iz svoje lastne dnevne sobe. Kot recimo grejo ljudje v nek park in se spustijo z vlakcem smrti, pa telo misli, da boš umrl, ampak ti se počutiš varno, no to je še mogoče bolj varno, ker si v lastni. V bistvu ja, dati kontrolirano okolje, kjer lahko probavaš stvari in si varen. Ne? Ja, ko govorimo o tem, da ti lahko take igre, zdaj svet pri računalniških, pa mi je super, da tako skačeva, bova se tle spet malo stavila, da ti lahko nižajo stres. Se velikrat tudi reče, da zato, ker je to pobeg v nek fantazijski svet, pa to tudi pri namitih igrah, pa pri najni D&D zmaji in temnice igri. Ampak, a misliš, da je to vse? Kaj pobeg? Ja, zdaj sva rekla pobeg, druga primer je bil tvoj primer, da stvari, ki so te mogoče malo strah, jih probaš in zato ti je to zanimiv in te pač zamoti in te veseli. Tretji primer je tisti prej, ko sva rekla, da nečesa ne moreš delati, pa ga tukaj lahko. Zdaj bi komentiral, da definitivno je lahko pobeg in bi rekel, da pride prav v realnem življenju pobeg takrat, kadar si v stresnih situacijah, ki jih moraš preživeti in odčakati. Ne pride prav kot pobeg pa v situacijah, ko moraš ti sam nekaj spremeniti v svojem življenju in samo odlašaš. Ne? Ni pa samo pobeg, zato ker recimo, mislim, da je ameriški pisatelj Lloyd Alexander, upam, da se nisem zmotil, kdo je to rekel, ampak je rekel, da je fantazija način za se učiti o realnosti. In ti lahko se ogromno veščin naučiš v fantaziji in jih preneseš nazaj in apliciraš v svoje življenje in si zelo močnejši zaradi tega. Ja, sej, če gledava že, jaz si predstavljam potem, to sem zdaj slišal ta citat, ful mi je všeč, ampak tako sem si predstavljal spet ena mojih najljubših sag in filmov je Gospodar prstanov. Ko imaš tam enega heroja, ki je svojim dejanjem, kako se on obnaša, ti je lahko v navdih. Ja. In si kdaj rečeš, spet, to meni ta tehnika blazno pomaga, ko bi ven padel, ko bi rekel, dosti imam vse, ko bi začel nekaj tečnart, pa pogledaš od zunaj, pa si misliš, a ni to tako plehko in tako v bistvu nepotrebno. In kaj bi zdaj tisti naredil, a veš, kaj bi naredil Aragorn iz Gospodarja prstanov, če mu joka po noč otrok? Najbrž ne bi začel težiti, da ima jutri službo. Ne, on bi vstal, svoj lep obraz pokazal, imel bi rdeče učke, ker trpi navznotar. To tudi jaz vse naredim, bi zdržal. Bi zdržal. No, in to mi definitivno pomaga. In zdaj jaz moram reči pa, da tukaj velik faktor je to, da pač imaš tega svojega otročka tokrat in mene definitivno moja ta mala v boljšega človeka spreminja, ker tudi za njo nočeš, za njo hočem biti tak. Jaz sem prvi začel zdaj razmišljati, v zadnjem letu to, pa delam v bistvu te coaching metode in delam tudi na sebi in to že leta in leta, ampak to, da kakšen človek bom jaz za njo, ne? Jaz, če sem sam lestev doma, pa se bom kdaj ven padel, pa bom rekel, nikoli več ne bom spal, pa bom tam nesrečen sedel na kavču. Še zmer si človek, ne? Pa se pustil to lažiti, ja, ampak ko prije pač do mene moja punčka, tudi če prije po noč, nočem jaz, da sem tako, jutri sem dežuren, naloh nehaš, kaj bom jaz jutri naredil, ampak pač hočem biti tist mirna prezenca, ki ji bo dala podporo. In to je tist, kar so se prej pogovarjala, ker pač ti tudi si del njene narative in ji gradiš to njeno narativo življenjsko. In kar bo ona videla od tebe, bo pač prenesla na svoje življenje. Ja, če greš njo po cesti in vidiš tam eno žensko na drugi strani, ki nekaj na tleh gleda, pa si tako, mina greva na drugo stran, tam je ena, ta gospa je nekaj bolna očitno, pa le kako je oblečena. In že ta moj način, da jo označim v sekundi, da naredim neko končen zaključek, da se sploh ne vprašamo v kontekstu, že to lahko uči vzorce vedenja in otroci so blazno, to ne smemo podcenjevati nikoli, blazno absorbirajo. Otroke moraš ti vedno biti ekstremno pazljiv,
kako se obnašaš okoli njih. Pa tudi ne preveč pazljiv, da ne povzame polno tudi to. Ne, v bistvu pazljiv, da jim ne daješ preveč iztočnic. Tako, ne, se pravi, da si oni vseeno s tvojo pomočjo, seveda, da jim ti pokažeš, kaj je empatija, kaj je pravilen način komunikacije, ampak da konec koncev si mora otrok ustvariti svojo narativo s tvojo pomočjo. Ne. Absolutno. Zdaj pa sam, če se vrnem na ta pobeg pred realnostjo. Prej sem dal primer, COVID čas, jaz sem imel 2 dežurstva na teden, blazne obremenitve, ful sem se veselil te igre in ko smo igrali, sem za 5 ur zginil iz tega sveta in nisem razmišljal o ničemer. Ampak seveda, ko govoriš o pobegu iz realnosti, jaz v času epidemije kot infektolog sem mogel imeti uvid v svet, mogel sem vedeti, kakšne so kapacitete postelj v naši kliniki, koliko ima intenziva placa, katere so nove smernice za zdravljenje, a imamo zaščitno opremo. A je pol smiselno, da zginem in se pomirim, a ni to pol čisto samo začasen efekt? Ne vem, če bi rekel, da je to začasen efekt. Pač tudi pa bi lahko sam rekel, da zakaj spim za 8 ur, to je samo začasen efekt. Pač možgani rabijo druge stimulacije, pač se spočiti ali pa drug del možganov se mora aktivirati, da pač imaš, pač da si... Točno to. Ja. V bistvu si vsak dan umivaš 5 minut samo zobe, kaj to ni nič 5 minut. Ampak ti povem, če boš za en mesec to nehal delati, ti bojo ven popadali. Ja, to pač, ja. In jaz ti recimo lahko povem, kar si mislim, tudi športniki grejo velikrat v ta svoj zone, to kot nek pobeg od realnosti. Jaz sem sablal v srednji šoli zelo tekmoval, se ti tudi nekaj časa, če se prav spomnim. Ja, nekaj časa. In jaz vem, da takrat, ko si bil res v formi in ko si imel res dobro tekmo in ko si tekmoval, si padel v ta zone, ko pravijo športniki, ko ne veš za nič drugega in tvoje telo v bistvu samo. Nek hiperfokus. Ja, hiperfokus, popolnoma si čuječ in reagiraš hitreje, kot če bi razmišljal. Isto kot ko se nasloniš na štedilnik, pomakneš roko in pol pomisliš, to me je zapekel. In jaz sem pač vedno na tekmah padel v to in sem bil čist ven iz realnosti, nisem pa treniral sabljanja zato, da bi to dosegel. Se pravi, ta sam občutek mi ni bil tisti glavni pogon, da sem šel na trening. Meni je bilo super se zadihati, tekmovati, šport mi je bil zanimiv. In isto je pri tej igri, ta pobeg pred realnostjo, to, da jaz pozabim na vse obremenitve za 4-5 ur, ko se dobim za fantazijsko igro, je stranski učinek in je super. Meni je blazno v redu, ampak ni pa to tisti zaradi česa. Glavna stvar, zakaj se spuščaš. Ja, ne pokličem jaz folka pa rečem, dajmo se dobiti, moram pozabiti na jutr. Ampak pač je to pride zraven. Ja, mislim, itak so še drugi faktori, zakaj uživaš. Ne? To, da se s prijatelji dobiš in da si vzameš tistih 5 ur res, da si z njimi, da vidiš, kako oni svoje like spišejo in kaj imajo oni vse, kakšne svetove imajo oni zaprte vse noter in pol, da oni delijo te svetove s tabo, da skupaj so ustvarjaš in to je umetnost po eni strani, a ne? Ja, zagotovo. Pisanje neke zgodbe je to. Vse tudi zraven gre velikrat določeno umetniško ustvarjanje. Absolutno. No, to je pa ena stvar, ki lahko tudi malo omenjava, a ne? Ker pač, ko ti igraš te fantazijske igre v lok, ljudje se včasih v kostumu oblečejo, ker to resno to jemljejo. Ali pa oblikujejo svojo figurco. Tako, 3D modelirajo figurce in jih printajo na 3D printerje in jih potem barvajo, tukaj imamo mi dejansko delavnice tlele za amuletom, a ne? In potem oni teren naredijo in dajo na mizo in figurce gor in merijo z metri, koliko je puno, pa mehanike, pa tako naprej, tako da res se lahko poglobiš v tisto smer, ki te zanima. Lahko bi vsi samo v kostumih sedeli, lahko bi pa vsi pač samo s figurcem se igrali. Ne? Tako da je... Spodbuja še drugo kreativnost. Tako, ogromno enih disciplin je okoli tega umetniških, ki so tudi na svoj način dobre za razvoj človeka. Ne? Ja, zdaj bom se jaz kar tle navezal, brez veze, da čakam na konec ali pa da pozabim, ker si omenil tudi vaše delavnice pa amulet. Mogoče kdo, ki zdaj tudi posluša, razmišlja, jaz bi full probil to igrati, ampak to ni taka stvar, kad greš ne vem, na internet pa daš poker online pa se preklopiš. Kako začeti? Mislim, kje lahko... Prehajamo tja počas, ampak tako, če bi nekdo rad začel igrati ali pa probal igre v lok, definitivno je v Sloveniji zdaj v zadnjih parih letih smo vzpostavili ogromno infrastrukturo za to, ki še raste. In je plan, da bo še rasla tudi za naslednje generacije. Ja. Igramo pač igre v lok, ustvarjamo, zmišljujemo si nove stvari, snemamo igre na odru in tako naprej. Organiziramo igre v lok v gozdovih, v kostumih, kjer ni kocka, ampak se pač mečuješ, pa kregaš. To je že skoraj gledališče, improliga na nek način. To je gledališče brez gledalcev. Ja. Tako nekako. Zanimivo. Brez gledalcev. Gledalci so ostali igralci in hkrati igralci. Skupaj so ustvarjaš ta svet. Ne?
In če bi kdo hotel to probati, na Facebooku D&D Slovenija, Društvo D20, sekcija Amulet. To imaš pa tudi na Instagramu, ne? Tam se Instagram, na Instagramu imaš sekcijo Amulet. Lahko tudi googlaš sekcijo Amulet, dobiš pač našo spletno stran in kakšne delavnice delamo. Definitivno pač je dosti tega zdaj tudi, že. Meni je to super, jaz se pač vključujem, kakor se lahko zdaj tudi ob dežurstvih in otroku malo manj, ampak mogoče se kdaj srečamo tudi vse vaše barvanja, ki jih imate. Zdaj igre te namizne, imam jaz te svoje skupine in se jih držim kakor toliko redno, ker nimam časa za skozi neki noge, ampak to res, če koga mogoče tudi zdaj potegnili, ali pa kdo, ki je v teh vodah, bi enostavno družbo ali pa več aktivnosti. Družba je zakon, no, jaz sem tle, kakor sem bil, res, to se oblikuje ena krasna skupnost in mogoče se pa še kdo najde, no, to sem hotel kar zdaj vmes povedati. Definitivno je dobra vstopna točka to, ker vsak četrtek v Medvodah imamo delavnice barvanja in so brezplačne in kdor pride, dobi vse za barvati, imaš figurce na voljo, barve, vse. Zdaj smo razširili, ker smo čez kapaciteto bili, smo razširili, da imamo še namizne igre, pa pač kakšne konzole igramo, pa tako naprej. V vsakem primeru pač neko vzdušje probamo ustvariti, neko majhen fantazijski svet svoj. Tudi to barvanje figuric je meni ena od največjih relaksacij, ker je tako, imaš malo figurico, recimo enega vojaka in to je tako natančno delo, skoraj kirurško, da si res vzameš čas, recimo ti eno glavo ali pa eno roko barvaš 40 minut. Tle bi pa jaz navezal, v bistvu, kaj nam je ratalo doseči, kar so bili tudi mentori presenečeni. Majhnim otrokom smo dali zabarvati figurce. In so 4 ure brez da bi pisknili. Koliko majhnim? Bili so med, 8 let do 18 govorimo. Manj še nismo probali. Okolo 8 let najmanj. Tako najmanj 8 let. 4 ure so barvali. 4 ure, pa so pa že starši začeli vleči domov. Dobro, to je bilo pač prvič, ko so barvali in mogoče je to izjema, ampak so dosegali otroci nek nivo hiperfokusa pri barvanju. Ne? No, vidiš, in druga stvar je, da si odprt, ne? Lahko ima tvoj lik oranžne lase, če hočeš, lahko ene roke nima. Lahko je na hiter narejen, lahko je blazno natančen, noben te ne sodi, noben mu ne dal za oceno. V šoli imaš veliko tega, zdaj tukaj to pobarvi, če bo modra pravilno uporabljena, imaš 10 točk, če bo tako nekako... Ne, tega se probamo izogibati, probamo neko vzdušje sodelovanja vzpostavljati, ker to je bolj zdravo, se mi zdi, sodelovanje med ljudmi je bolj zdravo, kot da tekmuješ med sabo. In se bojiš, kdo je boljši od tebe, pa zakaj boljši, pa lepši, pa ono pa... Ja, jaz sem malo pomislil, kaj vse te igre gradijo. No, vse čistko, to je super, da sva povedala in če bi kdo želel, počekirite vse to, kaj mi to rekel in sicer ne vem, ta podcast, koliko časa bo gor, mogoče čez pol leta ne boste več imeli četrtke, v glavnem preverite, preden se pripeljete pred Medvode, kjer bo mogoče zaprto, ampak redne aktivnosti, zelo vabljeni, mogoče se tudi tam srečamo. Ampak kaj spodbujajo to, kar si rekel, sodelovanje te igre, kritično mišljenje, znanje angleškega jezika tudi. Kjerkoli jezika praktično. Odvisno, kako zasnuješ igro. Pa reševanje problemov. In tle mogoče nisva nikoli omenila, ampak večinoma se te igre igrajo v popolnoma sodelovalnem duhu. Okolju tudi, ja. Se pravi, ni en proti drugemu. Velikrat je, ampak odvisno spet kakšna igra je, ne? Ampak te namizne igre vlog, ponavadi sodeluješ. To mislim, ja. Se pravi, namizne igre seveda imaš tako malo, ampak te Dungeons and Dragons... Dungeons and Dragons je skoraj izključno sodelovanje med 4-5 ljudmi. To je meni ful všeč. In veš, kaj mi je še všeč? Ti imaš recimo 4 ljudi in vsak igra tako, kot sem jaz preteka človeka v džungli igral, mojega bojevnika in zraven bi se priključil še en škrat sekiro in zraven bi se priključil še en čarodej. Mi smo zdaj skupaj. In zdaj mi pač sedimo za mizo in se borimo naprej. Ti si pa kot nekdo pa vodi to igro, ki je kot nek pripovedovalec, seveda vplive zunanje uporablja pač pošasti, pač vreme, vse, kar se okoli v svetu dogaja. Tako. In kar je meni blazno všeč, je, da ta človek ni proti njim. Ja, lahko jih ubije v prvi uri in je konc zgodbe. Ti imaš vso moč, ampak dober vodja igre bo najbolj navdušen, ko bo njegovim igralcem nekaj šlo dobro. To je super prikazano tudi v Stranger Things v zadnji sezoni, ko je ena ful dobra igra. Spoilerji mogoče? Spoilerji, ja, bom pazil, zelo. Ampak igrajo to namizno igro in ko začne iti igralcem dobro, tisti, ki vodi igro, ni depresiven, pa je tako, ne, zgubil sem, ampak se on veseli zraven. Ja, tako je, ti sestaviš nek challenge za svoje igralce, ampak hočeš, da je težek, da oni kaj odnesejo od tega, ne?
ampak nočeš pa, da bojo umrli zaradi tega. Ne? Tako da moraš vedno iskati un nivo sadizma in da jim pomagaš, da pridejo čez. Ja. Zihar. Ful je pomemben kot vodja igre, da da izklopiš svoj ego v tistem trenutku, ker ti zastopaš cel svet kot vodja igre. Ne? In tvoj ego nima kaj iskati tam noter. Ti v bistvu skozi oči likov predstavljaš igralcem zgodbo. Ne? Ja. Tako da, ti boš zmagal, če boš naredil dobro zgodbo, ne če boš ubil svoje igralce, ker to je najlažje. In meni je najbolj, ker jaz eno to igro tudi vodim in imam 4 super igralce. In meni ni najbolj takrat, ko jaz dam enega zmaja, pa jih tam pokusi, ampak ko se čez 4-5 dni dobimo po igri na nekem pikniku in oni se pač pogovarjajo o tej igri med sabo. In se rečejo, a veš, kaj se je strop podaril, pa si ti skočil stran, ja, kako je bilo noro. Kdo, kako gre mimo, mislim, da se jim meša, ali so pa res neki hudi kaskaderji, veš, ko greš mimo 2 človekov, pa en prav. To je najlepših občutkov. Ja, pa en prav. Jaz sem se pa vrgal v reko, pa sem se skoraj utonil, pa te ljudje gledajo, čakaj, kaj si naredil? Ja. Razložiti, da ni to dejansko bilo res. In meni je najboljš kot vodja igre te namizne, Dungeons and Dragons, če je moj svet všeč ljudem. Tako da komorkoli, ki jih to zanima, meni je bil to, da sem se za to odločil, da to igram res eden prelomnih dogodkov v življenju sploh. No. Ja, meni je definiral življenje, odkar sem pač ugotovil za to igro. No, ti si cel ta amulet tudi zgradil v bistvu iz tega veselja do fantazije, kako razumem. Praktično, ja. Mislim, v bistvu amulet je iz veselja stvari, ki me veselijo v življenju, a ne vse skupaj. It just so happens to be fantazijske zadeve. Ne? Veš, kaj imajo velikrat skupnega, se mi zdi, vse te aktivnosti, ki jih omenjava? Da so seveda potrebujejo nek čas, vložek in da se velikrat ljudje nekako vzamejo to pol kot z neko slabo vestjo, če posvečajo temu veliko časa. Ker to so igre, ti imaš, kaj človek dela z najmanj slabe vesti na svetu, stvari, ki delajo nek takojšen benefit, takojšen učinek na boljšega tebe. A veš, če greš v fitness, boš imel večje roke, če meditiraš, boš bolj miren, če greš v službo, boš imel več denarja, kariere, se pravi, ti vse, kar delaš, mora imeti nek cilj. In zdaj jaz grem igrati na mizne igre ali pa grem s tabo v to džunglo za 3-4 ure in prijem domov, nimam večjih rok, a veš, nisem zaslužil nič. Se pravi, valjda vsi rabimo nek prosti čas, ampak to 4-5 ur je kar dolgo območje. Kaj je zdaj s tem, kaj s tem slabo vestjo? Mislim, ta slaba vest zihar izhaja iz nečesa in pač dejstvo je, da če boš ti 18 ur na dan za računalnikom igre igral, boš imel nek deficit v življenju zaradi tega. Sicer boš v njih 18 ur vložil nekaj drugega in boš imel ene sposobnosti, ki jih ima zelo malo ljudi na tem svetu, a ne? Realno gledano. Boš recimo zelo dober v tej igri, ne? Ja, tako je, ali pa pač v teh mehanikah, ki so del te igre, ne? Ampak vseeno imaš pa še druge stvari v življenju, ki se jim moraš posvetiti, ne? In to je ta problem, ker lahko nek deficit imaš od tega. In ljudje smo se tako navadili, da prav učimo en drugega, da moraš to pa to v življenju, da boš uspešen, moraš tako, da boš lep, da boš uno. In je potem, kdaj si zaradi tega, ker je družba ta breme na te dala, se počutiš slabo zaradi tega, ker to delaš. 2 stvari, ki bi jaz tle dodal. Prvič, nikakor ne mislim, da mora biti vse, kar delaš, uporabno. Ker, pa dobro, tudi definicija uporabnosti, če jaz prijem po 4 urah domov srečen, nasmejan, sproščen, ali to ni nekaj uporabnega bilo. A veš, jaz mislim, da karkoli, kar te razbremeni in sprosti v tem svetu trenutnem, ti ne pomaga samo k sprostitvi, ampak tudi k preživetju. Ti moraš nekako odpreti ventil. In zakaj, če jaz zdaj namesto, da grem v fitness, pa tebe lahko fitness sprosti, se valjda, se greš za to tja in boš tudi lepši in boljši, ampak jaz grem igrati na mizne igre in prijem domov vzhičen in grem boljše volje naslednji dan v službo. Socializacija je pomemben del človeka, tudi dobrega počutja. Druga stvar je pa generalna, ki se ne navezuje samo na to, in to je moja misel o slabi vesti. Meni se zdi, da je to najbolj neumna stvar in jaz sem človek, ki se velikrat bori z njo, jo imam zelo velikrat, ampak jaz mislim tako, da ko se ti za nekaj odločiš, moraš vedeti, zakaj si se to odločil in stati za tem svojo integriteto. Če jaz razmišljam 2 uri, a bi čips jedel zvečer, ko bo zester gledala televizijo, si 2 uri so smeti vrgo. No, ampak recimo, da niti ne razmišljam tako, da sedim pa razmišljam, ampak pač se odločam. Ker včeraj sem jedel pico za kosilo, pa ne vem, če bi spet to.
In potem si ga zvečer rečem, ker mi res paše. In medtem, ko ga jem, mi mori, se sekiram, joj, včeraj sem pico, ta čips je zihar full masten, pa že zdaj sem dobil par kil. Jaz v bistvu zdaj grešim, če tako lahko rečem, ne, sem si privoščil to, ampak obenem sploh ne uživam. Ja, a veš, kaj hočem reči? Ne? Zelo problematičen občutek. Ja, ali pa da grem jaz igrati s tabo 4 ure tole igro, ampak vmes imam skozi feeling, da bi mogel biti z ženo, ker sem bil ta teden mal. Se pravi, jaz sem šel na igro, nisem z njo, ona me nima doma, ampak obenem se jaz tudi nimam dober. In ti moraš reči, jaz sem danes bom vzel čips, ker mi paše. In to je zdaj moja odločitev. Stick with it. Ja, to je moja odločitev in zdaj bom pač ga pojedel. In vem, da je manj zdrav, kot da jem jabolk. Ampak, odločil sem se to. Če pa mi to mori, pa naj naredim drugo odločitev, bom pa rekel, danes ne bom čipsa. Ali pa danes bom z ženo doma. Ali pa ga nikoli več ne bom kupil, če je to grozno. Ja, ampak karkoli se odločam, je to moja odločitev. In to, da potem, medtem ko delaš to aktivnost, se sekiraš, zakaj ne delaš nasprotne aktivnosti. Isto, če bom pa jaz tebe klical, mi to ne morem danes igrati. Res se nisem zdaj dolgo videla in pa bom jaz doma sedel in se bom kujal cel večer in bom na to, pa kaj je s tabo, pa bom tam, danes sem se res hotel igrati, pa neki pa, a veš, a bo njej pa fajn z mano, in spet. V vsakem primeru zgubiš. Ja, in to hočem reči, ko se nekaj odločite, a bo to čips, a bo to day off, a bo to dopust, a bo to bolniška, konec koncev od neke izgorelosti, to odločitev podpri in se drž te odločitve in ne pol iti jesti čips in biti slave volje in ga niti ne okušaš na koncu. Mogoče tle pomaga ta tehnika dobrega prijatelja, ki ti te potreplja po rami pa reče, daj pojej ta čips, pač vidim, da ga hočeš žreti, pač pri vrečko pa ga požri uživaj, pa daj meni en kos. Za tiste, ki niso bili tako pridni, kot ti, pa niso prejšnje epizode poslušali, bom sam na hiter, ker si dvakrat omenil to tehniko, pa res je v redu. To je v bistvu tehnika, da nas te pogledaš, kot da si ti en svoj friend. Se pravi, če jaz se sekiram, zakaj jem čips, včeraj sem jedel pico, pa si rečem, ja, res sem kren, pa res sem debel, bi pogledal zdaj, kaj če bi recimo ti prišel do mene, pa bi rekel, joj, zakaj jem zdaj čips, pa že zdaj včeraj sem jedel pico, bi jaz rekel, pa kaj s tabo, si cel teden delu, pa pač nisi zavaljen, prvošci, pač tle uživi danes, ne, zakaj smo do drugih tako bolj prijazni kot do sebe, oziroma neko bildanje sočutnosti do sebe, da pogledamo bolj objektivno na svoje stiske in si tudi priznamo več stvari, ki smo jih naredili. Za sebe imamo ful nerealno visoke standarde in vse to je smiselno, ker se hočemo izboljšati, ampak je pa tudi samodestruktivno v velikih primerih. Če so standardi ali pa karkoli, kar želimo doseči, tako visoki, da je nemogoče, bomo samo izgubili motivacijo. Če grem jaz, začnem naslednji teden hoditi v fitness, pa si rečem, čez en mesec bom jaz ogromen, jaz bom pač bodybuilder. Pol bom pač čez 3 tedne, ki bom praktično isti, me bo to blazno demotiviralo. Če si pa rečem, moj cilj je zdaj, da grem 2krat na teden v fitness, prvi mesec, pa pol si dam za cilj, recimo, da povečam svoj bench iz 40 na 60 kg. Se pravi, dobro je imeti visoke cilje in dobro je tudi, da imeti toliko visoke, da jih ne dosežemo, če ne je brez veze. Ampak moraš vedeti, da je brez veze, da od sebe pričakujemo 20krat več kot od drugih. Če bi en moj prijatelj, pa zdaj spet nase dajem primer, dežuril 5krat na mesec, pa imel mladega otroka, pa snemal podcast, pa pisal knjigo in bi on meni rekel, meni je to grozen, jaz sem ta mesec samo enkrat športu in pač jaz bom zgubil to formo. Jaz njemu ne bi rekel, kjer si ti le stari, ti si kren. Jaz bi mu rekel, pa ti si nor, lepo imaš projektov, super ti gre, boš že najdel čas. In zakaj bi pol jaz se to velikrat, jaz se grajam v glavi, koliko sem len, da ne grem laufat. A veš, pa jaz sem to besedno na konc dneva skurjen, še tam malo uspavam, imam čas, recimo ura je 8, bi šel jogat. Pa jaz grem na balkon, pa se usedem, pa zaprem oči. In to si jaz prvoščem, sem ponosen na to čist. Ok, veš kaj imam zate? Eno malo zanimivo vprašanje, provokativno mogoče. A misliš, da lahko možgani ločijo med resničnostjo in fikcijo? Hudo vprašanje. Na nek način je občuten odgovor, je seveda na nek način ja, ker jaz točno vem, da sem tukaj s tabo ta trenutek in moj lik, ki si ga prej opisuje v džungli in ni obratno in jaz vem, da nisem v džungli. Vprašanje je, koliko širok jemlješ fikcijo, ne? Pač, ker spet mi dva zdaj, ki sediva tle, vsak od naju doživlja neko svojo realnost, pa še v glavi si predstavljava, da je tle ne vem koliko ljudi, ki posluša to, pa tako naprej, to je neka fikcija najna, ne?
Če pa govoriva ločiti med tem, pač, kaj se v igrici dogaja, pa kaj se tako dogaja, možgani bi rekel, da lahko ločijo. Da lahko, ne. Absolutno, ker vidijo, da pač to je tam za ekranom, Ja. a ne? Pa tako Ja, naprej. se pravi, če jaz igram igrico, kjer se streljamo in me nekdo ustreli, ne bom skočil po koncu začel kričati. Na ta način. Mislim, včasih boš, ne? Ker si izgubil, ali kaj? Ja, vrgo miško v ekran, pa tako Okej, naprej. ja, to je drugo. Ampak Ampak, zdaj recimo, če bi pa jaz te rekel, da zapreš oči in bi ti začel zelo počas in zelo natančno opisovati, da si predstavljaš, to je neka tehnika vizualizacije, recimo probava zapri oči, no, dej. si na eni barki in pluješ po morju in je prijetno pihati v obraz morski zrak in greš malo bliže robu, da bi ga vdihnil in te zanese in padaš čez. Pa se spodaj navezuje na prejšnji pogovor, ne? Ne, to je čez drugo. Ja? Barka, niso te videli, ti kričiš, ampak to je ful glasno. Barka Ne, se ne kričim, obremenjuje. ker sem toliko pod stresom, da nimam Ja? zraka v pljučih. Okay. Predstavljaj si hladno vodo okoli sebe, res je hladno, čeprav je zunaj toplo, brcaš in pod tabo je 500, 600, 700 metrov, pod tabo je v bistvu več kilometrov globine, ki je tako črna, da ti ne vidiš sploh, tudi če bi lahko se potopil več kot 10 metrov, ne veš, kaj ogromnega se spodaj premika. Ja. Nekaj te obdregne ob stopalo. Ja. In izdihnem dušo. Ja. Kako se pa zdaj počutiš? Mislim, počutim se, zdaj sem malo igral, ampak drugač ločam med. Veš, da nisi bil v vodi. Absolutno. Ampak kaj si pa imel v telesu? Ja, A si imel neko napetost vse? neko podzavestno napetost sem imel. In, ja, mogoče. Zdaj si to malo igrivo spremljal, ampak če bi zares se ulegel in bi te nekdo spravil do vizualizacije nekega strahu, Deluje, bi rekel, ja. Tle je mogoče, sorry, ker te prekinem, ampak to, Ne, ker- ločiti, če možgani lahko ločijo med fikcijo in realnostjo, ne, podzavestno včasih, oziroma tako. mogoče bom rekel, velika tudi ne. A ne. no, ne, to je zdaj super, kar si rekel. Mi imamo tudi eno, kot pravi Freud, to ogromen ledenik v sebi, naša zavest pa podzavest. In to, kar ti veš in kar ti razumeš in kar ti razmišljaš, je čisto ločeno od tega, kar imaš v podzavesti. In na to bi se navezal. To je en gospod David Hamilton, on ima doktorat iz organske biokemije. On je delal v eni veliki farmacevtski firmi na zdravilih za raka in je tudi tam testiral za zdravila in ga je blazno začelo zanimati vprašanje placeba. Kako lahko ti vzameš zdravilo proti bolečinam, ki je samo tableta pač ničesar v bistvu, soli, in te manj boli. On je potem dejansko pustil to službo in šel čisto v nekako to psihologijo in je napisal več tudi bestsellerjev o tem, kako lahko z možgani kontroliramo. In zakaj te neha boleti? Zato, ker tvoji možgani mislijo, da si vzel protibolečinsko tableto in sprožijo neke svoje endogene lastne procese, da ti zavrejo bolečino. A so to isti procesi, kot bi se sprožili, če bi tableto proti bolečinam vzel? Ja, v bistvu so, ampak niso ekskluzivni. Se pravi, ta tableta bi delovala na neke receptorje, definitivno, ampak obenem bi te notranje substance se na druge receptorje ali podobne tudi vezale. Se pravi, bi se tudi. Ampak ni tako, da oni simulirajo to tableto, ker ne vejo, kje tableta je možgani. Oni imajo samo nek svoj proces. In ne, možgani so zelo slabi, zdaj govorim ne o tvojem inteligenci, ker si vedel, da nisi v vodi, zdaj, ampak o tem, zakaj lahko jaz, če razmišljam o jutrišnjem dežurstvu, pa si predstavljam, koliko ljudi bo, pa si predstavljam, kdo bo tam, pač, zakaj meni začne hitreje biti srce, zakaj jaz hitreje diham, zakaj se potim. To se ta naša živalska amigdala zelo smeji noter. Ne? Ja, in tle so en članek od dr. David Hamiltona sem prebral pred kratkim, ki je imel par primerov, zakaj so možgani tako slabi v ločevanju med fikcijo in med resničnostjo. In prva stvar je bil ta primer placeba, se pravi verjetje, druga stvar je stres, se pravi predstavljanje stresne situacije bo tebi v telesu sprostil iste stresne hormone, kot če si tam. Če se jaz predstavljam moje dežurstvo v soboto, kako bo gužva, kako bo grozen, pa tako dejansko predstavljam doma, ne zdaj, ko se mi je pogovarjal, ali pa če tam stojim, bom, pač možgani ne vejo, a sem jaz zdaj tam, oni samo dojemajo, se pravi, moja podzavest bo postala v moje nadledvične žleze signal, dajte hiter adrenalin v kri, dajte kortizol v kri, dvigajte frekvenco, in to se bo meni zgodilo.
In ko si dejansko tam lahko vplivaš na to in zreduciraš ta stres, ko pa nisi tam, pa se ti to dogaja podzavestno, je pa sam slabo. Ko si tam, ni nikoli tako hudo, kot ko naprej analiziraš, ker imaš kontrolo, to, kar si rekel. In meni je, jaz ti povem, najbolj stresen večer pred dežurstvom, ker se bojim, da bom premalo spal, da bo jutri grozen, ne pa samo dežurstvo, ker pač tam imam jaz kontrolo. Nimam kontrole o tem, kdaj zaspim, ker to se moraš samo sprostiti, kao najlažje pa ni. Ampak ko sem pa tam, pa imam. In to je ena stvar, kar sem jo hotel povedati. Ne sedeti doma pa si stresirati na kredit. Prvič bo dejansko sprožil iste poti, kot če bi bili v stresu, pa še nismo. A še imam 4 dežurstva na mesec. Če imam 4 dni na mesec res hude stresne, pa res grozne, to ni toliko hudo, kot če imam 4 tedne, ker pred vsakim dežurstvom en teden razmišljam, koliko bo grozen. Takrat se zakomplicira. Se pravi, ne se sekirati, ne se stresirati na kredit. In druga stvar je... To se moraš naučiti v bistvu. Se ne. Ampak recimo že to vedenje, če mogoče kdo ni vedel, pa je med najnim pogovorom dojel. Ampak res, jaz, ko razmišljam o, položnicah, preden pridejo, ko razmišljam, a me je slikal radar, preden sem dobil kartico domov, mi je že grozen. In če to ozavestiš, si boš drugič, ko boš to delal, boš rekel, moje možgane spet me neki tle psihirajo, jaz se sploh ne utapljam še, bomo videli pol, ker bom res padel iz ladje. Se bom pol ukvarjal s tem, da se bom pol v stresu, Tako vidite, če se kaj naučite od danes, je prelagati odgovornost na kasneje. Se bom kasneje utopil. Tako da, in druga stvar je to, da ko ta trenutek pride, ponovadi ni to grozen. Ne, jaz sem imel med tem, ko sem še delal dogodke, sem imel obdobje, ki je bilo ful napeto in smo vsak dan delali, spali po 4 ure in ful ni pomagal to, da sem jaz tiste 4 ure izkoristil tako, da sem razmišljal in simuliral v glavi, kaj vse lahko gre narobe, ker je zelo high stress environment, kjer nič ne sme iti narobe. So si delal koncerte, pač opremo in to ne. Koncerti, produkcija eventov. Vse lahko gre narobe. Stožice, pač whatever, velike težke zadeve, kombi, kamioni in pač velike ekipe, kjer nažalost je zelo Wild West v Sloveniji in na velikih kdaj dela ali na črno, pač tako, ni nevarno okolje in pač ni bilo dobro tako razmišljati. Moraš se prav osvoboditi, se moraš od teh skrbi, če hočeš biti v taki situaciji, če pa se ne moreš, pa nisi v ta pravi situaciji zase in se moraš pač v bistvu odmakniti stran. No, to je v moji službi, je pa to primer dežurnega telefona. Ti ob 3 popoldne vzameš dežurni telefon in ga imaš do jutra ob 8 in čisto vsako trenutek mora biti pri tebi. Pa lahko si v ambulanti, v tušu, na WC-ju, spiš in moraš biti na voljo. In prvič, ko sem šel spat v dežurstvu, ti imaš dežurstvo tako, da če je nujno delaš, če ne pa lahko počivaš, ker si pač 24 ur v službi. In ko sem se ulegel v to posto dežurnega zdravnika in dal zraven telefon, sem samo razmišljal, kadarkoli lahko zazvoni. Mogoče bo zazvonil, ziher bo zazvonil. In ti se razbijal zraven. Ja, tih je že 1 uro, pač, brez veze, da probam spati. Brez veze, grem gledati YouTube, grem malo na sprehod po kliniki, grem unga bolnika še enkrat pogledati. In tako bo zazvonil. In ko ti uspeš se to kot klopa, da rečeš, mogoče bo zazvonil, mogoče bo 200krat na noč, mogoče bo enkrat na noč, ampak ko ti to uspeš nekako se dojeti, in to je težko, to je vaja, to so izkušnje, to malo dojameš, odrastaš, ampak ko lahko ti ta telefon tja postaviš, pa rečeš, briga me, če bo zvonil ali ne, ko bo zvonil, se bom javil. A veš, ne pa, kaj če me pokličejo, da mi vozijo enega, ki je čist sesut bolnik in bom delal z njim celo noč. Ja, zdaj imam že ta stres vse, da ga že vozijo. A veš, zakaj sem si to simuliral, če ni treba? Pač to so v bistvu po eni strani ful uporabni mehanizmi, ker znaš predvidevati, kaj se lahko zgodi, ampak smo si ustvarjali tako varen svet, da ne rabiš imeti konstantno prižgane te strese. Ker se ne boriš za preživetje, boriš se za to, da čim boljš narediš nekaj, ampak ne boš vedno biti na 100%. Tudi v pogovoru z Žigatom v prejšnjem podcastu sva govorila o pozitivnem stresu in da nikoli ne more biti kroničen stres pozitiven, sploh če je skozi prisoten. No in tretja, se pravi, sva rekla, prva verjetje, druga stres in tretja stvar iz tega članka, ki sem dobil, je pa ljubeznivost oziroma prijaznost. Ko narediš nekaj lepega za človeka ali pa za žival, se ti sprosti oksitocin, serotonin, se počutiš topel občutek v sebi. In isto se ti lahko dejansko sprošča, ko razmišljaš o teh stvarih. Ali pa ko vidiš eno lepo stvar zunaj na cesti, ali pa ko pomisliš, kako si zanj dal roko enemu, ki je padel na tla, tam starejši gospod, pa si ga dvignil, pa si ga potrpil. Ko razmišljaš o prijetnih in prijaznih zadevah, se ti te isti hormoni sproščajo in isti občutek imaš, ker možgani mislijo, da se to dogaja. To je tudi dejansko obstaja meditacija na ta način, ki se imenuje Loving Kindness meditacija. Če koga zanima, svetujem knjigo, ki se dejansko imenuje Loving Kindness, avtorica je Sharon Salzberg. In v tej meditaciji se samo predstavljaš,
prijazne misli pošiljaš nekako svojim ljubljenim, pa potem postopoma celo do ljudi, ki jih dejansko ne maraš ali pa se ne razumeš z njimi. In to ti naredi ta občutek sreče in veselja, ker biti prijazen je v resnici en tak life hack za to, da si srečen. Ne? In deluje. Ja, ti bi vedel, ti si kar tak zelo ljubezniva oseba. Mislim, jaz sem v bistvu, pač amulet sem obračam okoli tega, da sem hotel sem iz življenja vrst stran negativne vplive od drugih ljudi, pa graditi na pozitivnih. In sem pač to apliciral na vse sodelovanja z ljudmi in ko se za biznis menim in ko in pač probaš biti čim bolj prijazen, daš od sebe čim več, ne? In dobiš to vedno nazaj. Zato, ker ljudje te pač rajš se imamo med sabo, če smo prijazni en do drugega, ne? V vsakem primeru. Biti pa tle jaz povedal, da sem kar prepričan, da ne boš nikoli uspel vseh negativnih vplivov iz sveta ločiti od sebe. In tle, to, kar si rekel, v bistvu ne gre za to, da ti zdaj cel svet vzgojiš, da bojo prijazni do tebe, ampak spet za tvojo narativo v glavi. In tvoja narativa je v bistvu, tvoj mindset je, da si rad prijazen do ljudi, ker se ti zdi to benefit in zihar te kdo ne bo maral. Mislim, noben na svetu ni tak, da ga vsi ljudje imajo radi. Ampak če greš iz tega delovanja v vse, kar delaš z neko ljubeznivostjo, pa integriteto in ti prevzameš odgovornost za svoj del, ne za vse druge, boš veliko nas tudi take ljudi in tako živel. Ja, vse to ustvarjaš svojo narativo, glede na to, kaj razmišljaš. Ne? Ja. Absolutno. To je tudi, glede na to, da spalih na 1 uri, se mi zdi tak zelo lušen zaključek. Bi te vprašal, če bi imel še kaj za dodati ali pa za povedati? Ja, že v bistvu, že ko si mi rekel, da bi me imel na podcastu, pa kaj je tematika, lih eno knjigo sem zaključil brati, ki mi je bila ful všeč in mi je zelo pomagala, ker jo pač zelo počas berem že 1 leto. Sem jo bral, no. Mi je pomagala pri grajenju skupnosti tlele in bi jo priporočil v bistvu vsakmu človeku, ker pomaga pri osebnem razvoju in tudi razumeti drugega človeka. Knjiga od Eliota Aronsona, Social Animal. In sicer on je socialni psiholog, ki že celo življenje je posvetil v bistvu raziskavi različnih, kako ljudje med sabo pač delujejo, ne. In je noter so primeri raziskav, ki jih je delal z otroci, kako reagirajo na agresivne filme recimo, noter so primeri, kako se ljudje stresirajo zaradi nečesa, kako hočejo pač pasati v družbo in zaradi tega pač tako ful različnih raziskav in veliko oseb zveš in tudi o tem, kako deluje človek, ne, kar je ful pomembno, da veš, da znaš se obračati okoli v moderni družbi in kdaj tudi dislocirati in pogledati oddaleč. Ne. Ful dobro, bom definitivno vzel. Sliši se zelo zanimiva knjiga. In to so tudi te stvari, ki sva rekla, da ko jih enkrat prebereš, ti kdaj pol klikne v glavi, spet delam tisto, ki mi ni treba. In take knjige so meni, take stvari so mi, mogoče so tudi mi postila kakšen tak vtis, upam danes. Kar sem jaz odnesel tudi od najnega pogovora in to si čisto lepo načel, je to, koliko je važno, da si ustvarjamo neko notranje okolje, ki je prijetno, ker vse, kar vidimo, ne vem, če veš, mogoče se vidi, komu zdi preprost, pač pogledaš, pa je neka barva, ampak cela tretjina možganov je namenjena vidu in možgani že sami analizirajo vse, kar ti vidiš in ti neko predfiltrirano verzijo ponudijo in zdaj to greš čez vse tvoje vtise, travme, misli, poznanstva in da moramo kdaj si pustiti to surovo verzijo, da prije čez in reči, a je res ta človek tečen, ali sem sam jaz pač mi ni všeč ta barva lasa, ali daš na ta način. Se pravi, druga stvar pa valjda, da se navežem na temo pogovora, fantazijski svet kot ne samo pobeg, ampak kot način treninga, kot način neskončnih možnosti in konec koncev vizualizacija, v kateri bom po mojem naredil enkrat tudi čisto ločen prispevek kot tehnika, ki ti lahko pomaga, ponovadi uporabljamo bolj, da se v neke panične situacije spravimo. Imaš pa krasne meditacije in vaje in to, kar smo danes rekla, protagonist svojega življenja, da si z njo tudi pomagaš. Tako da hvala ti, Mito, za čas in za sodelovanje. Hvala tebi. Mislim, da je še ogromno stvari za povedati, bi lahko še kakšna urca odbila. Mislim, da sem tudi svoj zadnji pogovor sem končal na tem. Ja, očitno. Upam, da boš imel drugo sezono. Ne? Bom definitivno imel drugo sezono. Tako da ja, še enkrat hvala, pa, da si že en teden mi nazaj tudi pisal, kako se veseliš, pa pripravljaš, pa da imaš ideje za pogovor. To je tudi meni dal potem zagon, da sem se še bolj
Veliko je v zvezi s to tematiko zapovedati dejansko, ne? Ker to je neka nova stvar, ki se zdaj razkriva in odkriva in se izkazuje kot zelo, zelo pomembna za razvoj človeka na velikih nivojih. Pa mogoče bo zaradi naj kdo z manj slabe vesti si tudi vzel kakšno uro, dve za to igro ali pa čips. Hvala Mito, pa hvala vsem, ki ste bili z nami. Hvala vam, fajn bote. Ki ste bili z nama in se slišimo naslednjič, adijo in imejte čudovit preostanek dneva. Čau.